Grafici niso še naredil, zato ker si ne upam. Nekaj minut kasneje. Ja, zdaj ne počnem grafita, ampak rišem mural. Na začetek. Kaj je še pomembno za grafit, recimo? Da ni legalen. Da ni legalen, da je narejen brez dovoljenja, običajno je na ulici na kakem zidu, recimo v Postojni smo imeli en ogromen grafit lubenice na avtobusni postaji. Ta grafit izpred 2 desetletij je navdih za ime razstave Zločin in sadež, na kateri je tudi projekcija postojnskih grafitov. Včasih se ustavim pri grafitih, ker so lepo narejeni. Šola je čisto predna. Včasih pa tudi grem kar mimo, saj nimajo pomena. Grafiti so mi zanimivi kot street art, del likovne umetnosti. Lahko je narisan s čimerkoli, lahko je tudi s kako barvo, lahko je urezan v zidove. A veste, da je v Postojnski jami rov podpisov, kjer so se obiskovalci podpisovali včasih noter? To nisem vedel in nisem mislil, da so to kot grafiti, ampak bolj kot označenost. Da bi avtorja razstave izvedela, kako kot družba razmišljamo o grafitih, obiskovalci odgovarjajo na vprašanja. Pa tu mi je super, lahko moje mnenje dam ven. Malo mi je bilo nerodno, ker sem malo drugačno od drugih odgovarjal. Nekatere raziskave dokazujejo, da smo v bistvu do grafitov, s katerimi se strinjamo, mnogo bolj tolerantni kot do tistih, s katerimi se ne, tudi če so te grafiti na naši lastni fasadi. Ne vem, kako se reče ta prerok po slovensko, ampak naprimer po angleško je monkey see in monkey do, torej če vidi kakšen, da je nekdo naredil grafiti na kakšno steno ali pa fasado, pol bi kakšen drugi, ko tudi dela grafiti, je isto naredil. In kako se od grafitov razlikuje mural? Mural je pa lahko enaka poslikava, samo da z dovoljenjem lastnika oziroma kogarkoli, kateri upravlja to steno.